Čigava nevesta si danes? Ne vem, zakaj bi bilo zdaj nujno nekdo, ki ima tančico, a ne nevesta. Lahko bi bil tudi ženin, kako se temu reče. Vsekakor gre tudi za določena verska okolja, ampak spet bi rekel, korektiv tle je, da tudi krščansko okolje seveda imajo se polno teh nekih pokrivala, prikritih obrazov, prikritih las in tako naprej. Danes se bo zagotovo pogovarjala tudi o tej principu anonimnosti in tako naprej. Mogoče še to, leta nazaj, več kot 10 let nazaj, smo našli neko to formulo brezobraznost, kar je ful zanimiva beseda, ki seveda v slovenščini obstaja, ampak v bezobraznost, v starohrvaščini seveda pomeni tak lep dvoumno pomeni, torej nesramnost, bezobraznost, hkrati pa brezobraznost. In na nek način je bila to neka shema ali pa neka formula identitete smetnjaka ali pa tega uhajanja identitete, da identiteto pa obraz v bistvu dekaplaš, razdvojiš, da v bistvu postane to manj pomemben del tudi sporočanja seveda. Ko si lih omenil krščanstvo, samo še eno na to temo. Nevesta nosi pač tenčico čez obraz, dokler ne pride do v bistvu tega poročnega obreda in potem z ženinom, v bistvu, ko sta pred oltarjem, prideta k Bogu. Zdaj mi nimamo oltarja, bo danes ta tančica padla. Mislim, tančica ne bo padla čisto, ne zaradi tega, ker bi bilo, ne ker bi bilo po tančico karkoli zanimivega. Mislim, ravno zato ne bo padla, ker ni po tančico ne zanimivega. Tle vse polno referenc, so Brechtove maske, ful ne maram citirati Brechta, Bog so smeli posoditi ves čas, ampak je imel point glede japonske obsedenosti z maskami, torej za razliko od zahodne obsedenosti za tem, da maske padejo. Japonci razumejo, da je maska ključen del identitete, in da je vedno maska nekje, in da ne more pasti, da je to v bistvu tudi civilizacijski dosežek, da maske imamo. Tako da v bistvu ne gre za, mislim, vsaj tako občutek ima, za strahopetnost ali pa karkoli, pa tudi ne gre za to, da bi karkoli padl. Gre tudi za to neko množstvo, amorfnost, manjšo določenost, večjo nedoločenost, tudi misteriozno seveda, predvsem gre pa po mojem za nečimrnost na drugo žogo, ne na prvo žogo. In po 2 vprašanjih predstavitev, z nami predstavnik kolektiva Smetnjak. Ja, skoraj bi rekel tiskovni predstavnik. Tiskovni predstavnik, ja, zakaj si želel, da te predstavim kot tiskovni predstavnik? Ker se mi zdi, tudi ko gledaš to mem krajino, se bo Pavlo to obdelovala, se mi zdi Smetnjak tudi že toliko časa na sceni, da na nek način je zelo lep izraz, je quaint, torej starinski, ampak hkrati na tej starinskosti je tudi neki očarljivega, spet dajem komplimenta nam samim, ampak res je že neka starina, ta Smetnjak, torej ne vem, če bo govorilo o začetkih Smetnjaka, ampak to so bili res neki prehodi iz ene faze v drugo, v tretjo fazo, Smetnjak ima zelo velik faz, zato tiskovni predstavnik je kot nek tisk, kaj to danes sploh še je, lahko bi rekel tudi medijski predstavnik, lahko bi rekel predstavnik za odnose z mediji, tako malo bolj aktualen izraz, ampak Ivan Novak Smetnjaka, če se zaprkamo. Zanimivo, recimo tudi zdela se mi je sjajen, ta Mauricio Catalan je res ful zanimiv umetnik, tudi stališča tega humorja, recimo, da nam je to vedno ključno, ta humor, in ta precej zanimiv dokumentarc o njem, kjer v bistvu ta človek, kao Mauricio Catalan, gori pol ure, na kar v bistvu v drugi polovici tega dokumentarca zveš, da to sploh ni Mauricio Catalan, to je to en model, ki njega predstavlja na vseh javnih dogodkih, predava namesto njega, in tudi zanimivo je, kako uskladi to, kako on gori pa tekste od Mauricija Catalana, tako vrhovno, tako. Tudi v bistvu to igranje z identitetami se mi zdi, da je pa zanimivo. Dobro, pa Daft Punk, na katerega v bistvu od geneza, v bistvu kolektiva Smetnjak tudi iz tega francoskega. Ja, osnovna geneza je seveda slabih 20 let nazaj. Že. Ja, klubska scena, torej dogodki v K4, torej ustanovni član, ustanovitelj Smetnjaka v bistvu uvede elektro, ta Daft Punk sound v Ljubljano, v Slovenijo. In to postanejo najbolj udarni
rave ali pa no-rave dogodki v K4, ta Halloween je bil ta prime event vedno, ne, ki je v bistvu kar nekaj let imel to smetnjak čez. Tudi v bistvu je to. Ampak hkrati je bila pa tudi neka, se mi zdi, zanimivo izhodišče navezanosti na komercialnejšo kulturo, ker se mi zdi tudi smetnjakom mogoče razlika, mogoče to tudi trolenje vse čas te kulturniške scene, katere svoje delci in tudi veliko občinstvo je iz kulturniške scene in oni to tudi aprišajo. Tako da v bistvu tle kažeš na to, da smo vsi bolj igrivi do svojih identitet. Ne. Mislim, si kulturnik, hkrati se delaš norce iz kulturnika. Ne. Se mi zdi, da vsak mora početi. Ne. In pol ta naveznost Daft Punk, komercialna kultura, recimo tudi ta Concept Store, Colette, Kitsune, Ed Banger, založbe, tako naprej. Skratka, nek francoski soft power, nek pariški soft power, zelo zanimiv, ne. Ampak hkrati, a veš, neka zelo upetost kapitalizem, neka tržna naravnanost. Tudi to je bil nek vedno point, veš, da smo bolj otroci Coca-Cole, pa mislim, lahko rečeš tudi Žižka, ne? V neki fazi, ne? Kukar da smo zdaj tam eni kulturniki, kot moraš biti, ne? Torej, pač ti bolj klasični, ne? Kulturniki zavezani, malo skeptični do tehnologije, skeptični do novih časov, skeptični do umetne inteligence in tako naprej, ne? Je vsem bolj ta pusti času, da gre skozi tebe. Ne? Ti si membrana, prehaja skozi tebe čas. Ne? Ni zdaj, ti si branik česarkoli že v imenu prave strani zgodovine. Mislim, da bi vedno ta attitude smetnjaka je bil to. Biti bolj odprt, ne? Bolj spuščati te stvari skozi sebe. Ne? Smetnjak, smeti, a veš, kako konotira na nekaj negativnega, ne? Na nekaj, kar smrdi, ne? Kar je odpadno. Ne? Ja, to imamo. Ampak se smetnjak v bistvu dobro delo opravlja, tako kot objekt, ne? Mislim, to spet bi rekel, imamo zelo, mislim, kot prvo imamo zelo močno neoavantgardno, retroavantgardno tradicijo pri nas. Ne, zdaj, ne glede na to, kaj si človek danes mislil o Laibachih, 40 let kasneje, ne, te njihove strategije, seveda v povezavi z Žižkom, ne, so bile groundbreaking. Ne, to je bilo ful zanimivo. Ne, to afirmacija nečesa, kar je absolutno zlo ali pa tako naprej, je ful zanimiva strategija. Ne? In pač to so oni vrhunsko speljali. Ne? Glede smeti je bilo tudi tako, v bistvu, tudi ta en prvih sloganov smetnjaka je bil Meša se stran, kar je nek skrajno ciničen, nihilističen. Ne? Bil ta film o grungu, ki je bil tako ful zanimiv preveden, ne Meša se stran, ne? Ker originalno so bil singles, ne? Od Camerona Crowa. Ne? In na Meša se stran je bila naša prva poteza, je bila Meša se stran, se veš, to je rave, ne? To ljudje so jemljajo marsikaj. To je v bistvu zelo grob, zelo ciničen, zelo nihilističen slogan, ki v bistvu, če ga daš v literaturo, ne, je ok, je to Bellard. Ne. Če pa to furaš v realnost, je pa vedno kao večji problem moralen. Ampak hkrati je pa to bil tudi pač neka strategija v smislu, se ljudje imamo status smeti, se ljudje smo nepomembni. In to vzem nase, to, da si ti brez serihne vrednosti, da si kanon futer sistema, zdaj govorim takrat. Takrat smo mogoče bolj tako kritično teorijo furali, je bilo to vzem pol to nase. Ne reči, jaz nisem smet, jaz imam človeško dostojanstvo. Ne. V tem smislu ta neka kontrastrategija tem nekim splošnim humanističnim izjavljanjem, ne, ki se lahko na prvo žogo pač brezvezno cinično hilistični, totalno se strinjam. Po drugi strani pa si rečeš, kaj mi pa drugega preostane. Lej, a je ustvarjanje memov lahko nevarno? A je zato ta anonimnost? Ker je recimo, kolektiv Smetnjak, ne vemo, kdo ste, potem recimo tudi ustvarjalci Slomeme, ne Slomemija, tudi v bistvu se ne želijo razkriti, Gajsnice, Štajerski Argo, ki v bistvu sploh ne dela memov, ampak v bistvu neke žargoje objavlja, argoje slovenske, ne. A veš, a je nevarno, da bi bili razkriti? Mislim, kot prvo... Počnete nevarne stvari? Ne, mislim, kot prvo, mimi so nevarni, kaj recimo počne Bela hiša, kot zdaj vidimo. Ne. Zdaj absolutno imamo prvo administracijo, ki vlada s pomočjo mimo. In to je v bistvu ena glavnih potez te oblasti. Ne. Seveda potem imaš tudi drugačen odnos do mimo. Ne, zdaj, mislim... A bi zaradi tega nehal delati mime? Mislim, smo več toliko faz in smo nehali delati. Tako da v bistvu to smo že počeli, ne. Jaz bom tako rekel, mogoče ne bi deklarativno nehal delati, ne, mislim, jaz, drugi, ampak bi jih nehal delati zato, ker bi začutili, ali da so slabi, ali da jih čas ne potrebuje,
hočem reči, ne. Zato jih nehaš delati. Očitno ali ti zmanjka ideja, ne. Tu pa drugače pa, lepo si to povedala, se upam, da se lahko tikava, lepo si to povedala, da smo edini, ki smo bili pripravljeni prijeti sem, ker zdaj spadamo najbolj slaveželjni, ne, tako da to je zdaj nova dimenzija smetnjaka, ne, ampak fair enough, ne, recimo pri Slomemi, mislim, sedaj vprašam, ne, po mojem je to res kakšna oseba, ki je zelo tako, moja ni Zdenka Bodovinac, ampak mogoče nekaj tako nekaj zelo hierarhično, tako, mislim, ful fascinantno. Mislim, meni se zdi tak Slomemija, v smislu, če gremo bolj ta, ne, smetnjak, ful bolj fringe, ne, če greš res to, nagovarjam vse Slovence, mislim, Slomemija res nada tako optimalno format, ne, vsakem čas, ne, to meni, mislim, tudi ta AS slop, kako ga zdaj furajo, ne, smetnjakov ful ni bili, oziroma še ne znamo tega uporabljati, oziroma iščemo to estetiko, ki je tako, ampak vedno vsake čas Slomemije, no, kako najde, tudi kako hiter, kako je prožna, kako pač to počne. No. Ker sem recimo komu omenila, da bo pač kolektiv Smetnjak prvi gost pač kot kolektiv, zelo veliko ljudi zanima, koliko vas je, 1, 2, mnogo. Ja, mislim, mnogo, ne, mi smo tudi fazo teh nekih, ta nadrealistična druščina, ki so bili v bistvu ena taka stalinistična druščina, v resnici so imeli ful te neke čistke, tako da nismo imeli uradno čistke, ampak to so, mislim, zdaj, če gledam nazaj, to so bile čistke, ne, tako da pol, a veš, tudi ti od neki odpadli člani in članice odpadli, ne, mislim, pač razprši se druščina, a veš, so zelo zanimiva druščina, ne, mislim, od Prešernovih nagrajencev do nekih ljudi z doktorati, tako naprej, ne, mislim, obvisli Smetnjak je about kulturni kapital, ne, zdaj, mislim, se tle malo hvalam, ampak po drugi strani, hvala Bogu, nisem ne ta z doktoratom, ne ta, ki je Prešernov nagrado dobil, tako da v bistvu dejansko hvalam druge ljudi in vsakem čas, ne, in pravim, da v bistvu pisana druščina se mi zdi ful tak dober izraz, ker res nikoli ne veš, v bistvu, ker je en tak tat teles, ne, ali pa ta duš, ne, nikoli ne veš, kdo bo v naslednji fazi bolj v spredju, kdo bo to počel, ne, ne vem, obvisli je pa to multituda, ker jaz, recimo osebno, kot ta predstavnik, jaz pač nimam ročnih spretnosti, ki bi mi omogočili, da bi to čipko gor pripel na to kapsel. Tako da hočem reči, več kožešino nas je več, no, tako bom rekel. Glej, kolektiv Smetnjak je zelo osredotočen na slovensko politično sceno, praktično se tujine ne dotikate, recimo temu tako. Zakaj ta odločitev? Ni bila tudi taka odločitev, recimo, da je v začetku, ko smo še furali ta, veliko smo imeli sloganov, ampak metafizika trenda se mi je zdel zelo dober slogan. Takrat smo bili v bistvu ta kritična teorija v formatu Mimo, ki je takrat bil ta format, ki je v bistvu obsedel ljudi, ne, in v bistvu jih se je parazitsko priklopil na nas in pa smo mi začeli delati mime, ne, v imenu Mimo. Kdaj, leta 2012, kdaj? Že prej. Vstaja je bila, da že 12, to pomeni mogoče kakšno let prej. In tako, mislim, mim se prelep na teka gen, ne, gen ima to svojo logiko, mim ima svojo logiko in smo takrat delali tudi, ne vem, da je bil recimo full viralen, je bil ta Adorno pa Foucault, ne, kjer Foucault reče... Kritična teorija, ali? Ja, Foucault je reče, to je dobesedno njegov citat, ne pravim, da je vse narobe, pravim, da je vse problematično, Adorno spode reče, jaz pa pravim, da je vse narobe, ne. To recimo je bil, zdaj govorimo znotraj teoretske scene, je bil mednarodno viralen mim, ne. Tudi ta Zabramovič se mi zdi ta... Z Irvinom? Ne, Zabramovič, ta čisto osnoven za njo, za The Artist is Present, je bila ta, če prevedem, je bilo umetnica je prisotna, žal pa se umetnost ni mogla udeležiti dogodka, ne. Sem pa tudi slišal, smo slišali iz druge roke, da je imel znotraj Arsina zdaj mednarodno spet to. Zakaj smo se pa pol osredotočili na Slovenijo? Ne? Se mi zdi pa, kot prvo je ta razlika med Agropop pa Agitprop, ki je lahko pa tudi razdelova. Ampak jaz definitivno bi rekel, jaz zdaj kot predstavnik, mogoče se vsi ne bi strinjali, je Agropop ključen band za mime, ne za Smetnjak, za mime na slovenskem. Ker mislim, da so oni, ker gledaš za nazaj, ne, pač to so bili neki drugi formati, ampak kad ti vidiš naslovnico... Me zanima, koliko ljudi, ki nas naj bo gledali, pozna ta band.
Agropop. Gen Z. Ja, to ne vem, ja. Agropop je v bistvu Bojo ja. ne po Google, bojo na TikToku. Tako bi rekel, vsi poznajo verjetno Laibach iz 80-ih, ne? In v bistvu, to so bili pa časovno usporeden, v bistvu gre to vedno za neko energijo časa, ne? Ker zdaj v bistvu, če nekdo gleda za nazaj Agropop, bi rekel, pa kje bodo oni, ne? Oni so dejansko, to je bil res avantgarden band v 80-ih. Agropop. Tako. Ki v bistvu so furali neke neverjetne strategije in to v bistvu tudi to, neke naslovnice njihovi plate, recimo ti imaš Pujsa, ki je Rambo na naslovnici, pač to so neke take zelo mematične podobe, tudi zelo močne in tako naprej. Druga stvar je bila pa ta simulacija, ampak ne simulacija, v bistvu tako afirmacija, kakor Laibach so bili obsedeni s totalitarizmom, ne, oni so bili pa obsedeni s to, ta večna veselica, ves čas veselica, ves čas slovenske pesmi. Tudi če niso slovenske pesmi, se delamo, da so slovenske pesmi, ne. Upam, da razumem, na kaj aludiramo, ne. In to je dobesedno, to udera, Agropop je sprejem, da so oni iz prihodnosti uderajo v sedanjost, ne. Agropop tako kot nek ta totalna, ta turbo folk realnost, to so oni anticipirali tako 30-40 let. A hočeš reči, da so Agropop bili bolj progresivni od Laibach? Mislim, beseda progresivna ne je uporabo, ampak meni se zdijo Agropop neverjetno pocenjen band, ravno zato, ker potem so kao ratali samo veselica, ne. Ampak to je tako, kot prvo relativno, ne? Kot drugo, tako bi rekel res, tle tudi vidiš mogoče, da je establishment vedno malo dolgočasen, ker v bistvu, Žižek bo vedno, mislim, ne, če še govori o Laibachu, ampak pač vedno bo govoril o Laibachu, ne bo govoril o Agropop, ne. In se mi zdi, Agropop se mi zdi kriminalno pocenjen band, ker v bistvu, če greš za nazaj poslušati te stvari, pa tudi to, da so delali coverje, tako kot Laibach, ne. Mogoče so oni tudi kopirali Laibach, jaz ne vem, ne. Ampak jaz mislim, da niso kopirali Laibach, da je bil tak čas, tudi tisti, ki imaš čas, ker skoraj vsi delajo neverjetne stvari. Tudi ko, ne vem, kaj je bilo Lakano, so še produktivno, ko so v reviji Ekran vsi pisali nore teoretske tekste v filmu. Recimo, pač vsi v reviji so pisali fenomenalne tekste. Pač vsi so pisali najboljše mednarodne tekste v filmu. Ne. Me vedno zanima ta čas, ne, ki je tako potenten, ki je tako intenziven, ne, ker v bistvu pa vsi špricajo, pač sem najboljše stvari, ne, mislim, da je to moško-centrična figura, ampak razumeš, kaj sem hotel povedati. Ja, zdaj, ko si čas omenil, pa malo preskočim, ne, zdaj smo v predvolilnem obdobju, recimo, kjer je zelo intenziven čas, recimo veliko materijala za kolektiv Smetnjak. Zdaj, v bistvu 10 dni pred volitvami praktično vsak dan, vsak drug dan, neki prisluhi prihajajo ven, predvsem na člane koalicije oziroma trenutno iz Gibanja Svoboda. Koliko je to hvaležna tema za ustvarjalce memov? Mislim, se polno teh mimo kantov imamo in tako naprej, ampak vlada vedno malo večja zadrega, kdo bo to počel, ne? Ker to je kao ta levi breg, ne? Kulturno smo še vedno si bolj levo, ne? In pol, kdo bo zdaj prvi se tega lotil. Mislim, ful je zanimivo. Mislim, bilo mi je že fascinantno, kaj je Golob zadnjič na soočenju uporabil isto besedo kot Andrej Vizjak, ker je rekel zlepljenka, ne. To veš, da so pa tako malo težave, ne. Kot drugo, se pa, mislim, bo zikr danes obdelala tudi nove profile, ne, nove medijske figure, kot so recimo gospod Selakovič pa Macarola, ne. Recimo Macarol, ne, pač ta obsedenost z umetno inteligenco, ampak pač, kot je rekel, ne, pač toliko podatkov še ni, da bi to lahko naredil tako dobro, ne. Lahko mi editiramo, pa lahko tako naprej, ampak jaz bi rekel predvsem osnove, tako bi rekel, no. Debor, v slovenščino preveden tekst, komentarji k družbi spektakla. On ima ta znamenit stavek, da osnovni model poslovni je mafija. Ne. In zdaj mi poslušamo, ne glede na sceno, ne glede na stranko, ne tako naprej. In zdaj mi poslušamo neke prisluhe in zdaj jaz ne vem, koliko folk tudi larpa, ki se pol zgraža na tem, a to je kar tako, ljudje se kar menijo v zadju, pa mi je tako, pa je dobro, no, mislim, mislim, hočem reči, ne, seveda je to nova informacija, to konkretno dela, tako naprej. Ampak zdaj pa, da se mi čudimo temu, da nekdo reče, da ima telefonsko številko od tega, pa da lahko direkt poveže, ne, mi je pa tako malo, mislim, pa zdaj smo slišali za lobiranje, no, mislim, pa povezanost med liberalnimi elitami pa mafijo, pa tudi fašističnimi elitami pa mafijo smo pa tudi že slišali. No? Mislim, ni pa zdaj to odkritje Amerike, no, tako bom rekel. No, je pa pač te prisluhe objavila Facebook profil Maske padajo, ja, s ključnikom, hashtagom nismo fake, ne. Zdaj ta nismo fake je nekako priplaval na dan oziroma bil skovan
strani Aleksandra Repiča, ne, Picija, ne pridiprava, ne, na X-u, ne, ko mu je bil pač profil na Instagramu odtujen oziroma zaprt, oziroma ne, ja. Za nekaj časa. Ne? Za nekaj časa, ja. Tako da zdaj lahko ugibamo, ne. A je ključnik povezava? Ne vemo. Mislim, v vsakem primeru lahko samo ugibamo. Ne? Ampak, lahko ugibamo. Jaz bi rekel, tle čisto neutralno, ful ne bi šel, ful noter, ka moram reči tudi, ne spremljam toliko natančno, ampak tako v bistvu na prvo žogo se mi zdi, da čista prvi incident, ki je bil s tistimi neko anketo, ne? Jaz mislim, da je bil tle res ta vojna dveh astroturfing ekip. Skada, mislim, itak da imajo tako imenovane lažne akavnte in ena in druga stran. Ne? In prišlo je do tega nekega... Vsak ima svojo koprivo. Ja, in prišlo je do nekega clasha. Ne? In pol je bo to, ta iritacija na letališču, mislim, verjetno je razviden, komu je bolj koristila. Mislim, pa, tako, ampak ne vem, kako bi o tem razglabljala, ker veš, tako, res je špekulacija. Ne? Mislim, meni se zdi tako, očitno je to, da se veliko dogaja, očitno je, da smo čisto novi ekologiji, ne? Kjer v bistvu so tudi tuji akteri in tako naprej, ampak bi pa definitivno rekel, da itek, da ne samo ena stran, ne. Zdaj, a je ena stran bolj nesti, kot druga, mislim, da lahko sklepamo potem do večkrat obes kakšno žival na plakate, ne. Zdaj pa, da se pa kdo s tem ne ukvarja, ne. Mislim, ne rečem, da so se stranke ukvarjajo v grobem, ne, če imamo kao dve strani, da se pa zdaj ena ali pa druga stran ne ukvarjata s tem, ne. In se sem druga, tega pa ne bi rekel. No. Ampak pa Repiču je to, da kolektiv Smetnjak se ga nekajkrat ga je uporabil kot protagonista, ne, med drugim ena od teh je recimo, da je znana otroška slikanica Picko in Packo, ne, in ste potem videli Pici in Paci, pri čemer je Pici Aleksander Repič, ne, Paci je pa torej Stevanovič, predsednik Resnice, stranke Resnica, in zraven ste napisali, prevedla Svetlana Makarovič. Ne. Ja. Zdaj, a dobite kdaj kakšne odzive v DM, kakšne tožbe, kakšne... Ne, mislim, tožbe ne moreš imeti že zato, ker je to satira. Ne? Mislim, jaz bi tako rekel, jaz mislim, da je tle ful prisoten, vsakič, ko gledam kakršne koli mediji, torej ta mainstream mediji, ne? Torej etablirani mediji, ne? Vsakič, ko gledam pogovore z Stevanovičem, moram reči, da me ful mot, da je 10 od 10 vprašanj napadalnih, ne? Tle se vidi panika, ne, tako. Zdaj, da se razumemo, a je meni neprijetno Stevanoviča poslušati določene stvari, ne? Meni je to neprijetno, ampak to je moja življenjska oblika. To ne pomeni, da je vsakmu neprijetno, ne? So ljudje, ki jim je on upanje, ne? Hočem reči. Mislim, velikih je, ne? Recimo na TikToku ima eno sceno, ki je zelo razume in jim je blizu, ne? Jaz bi tako rekel, da je ful zanimiv ta, tudi prbela, da imaš ta nek kolektivni id, ki v bistvu grozi, da bo udaril v to tako normalno družbo, ne? In tle se vidi v bistvu tudi ta strah srednjega sloja, ščitijo na vsak način svojo obliko, ne? Jaz bi rekel, da smo vsi malo meščani, ampak mislim, da bi rekel, da je to ena nova sila, ki preti, da bo udarila v mainstream, ne? In zato je cela panika, ne? Cela panika. In jaz to, da se razumem, jaz to popolno razumem to paniko, jaz bi samo ustrajal na tem, da se Stevanoviča tudi obravnava v smislu, lahko imaš 7 teh vprašanj, ki vdirajo direkt vanga, ne? Ampak mogoče imaš 3 neutralna, ker sem opazil, da imajo pri drugih, ne? Imajo celo 3 neutralna vprašanja, ne? Hočem reči, ne? Tudi pri Janši imajo 3 neutralna vprašanja, ne? Pa se mi zdi mogoče. Druga stvar je tudi, da recimo... Da se modela krivica s tem. Mislim, tako bi rekel, je tudi nekaj fascinantnega, ne? Jaz sem gledal pol tisk, ki je bil ta, da si je zmislil, da je doktor tako naprej. Jaz to vse razumem, vem, da je bilo shady vse. Ampak jaz sem še pa gledati, jaz zdaj govorim, osebno sem še to gledati, nismo zdaj cel Smetnjak gledali, ta njegov predmetnik. Ne? In en izmed predmetov, ki jih on delal v sklopu svojega doktorata, doktorat pa dela, ne? Je ta NATO politika. Ne? Recimo, meni se je to noro, ne? Da Stevanovič ne dela doktorat iz predmeta, ker zdaj kaj je to? A je to Foucault, a je to Agamben, a je to Dugin, hočem reči, ne, a veš, pa imaš pa ta nek mim, ki se mi zdi, mislim, da bom zdaj imel kdo, ampak ne levo, ne desno retardirano, ne sedi tu čak, mislim, a veš, zakaj bi rekel retardirano, ne, kot prvo ni smešen, ne, kot drugo pa, mislim, modela dela, itak bodo si rekel, zdaj preveč doktoratov, ampak pač razumem, da je preveč doktoratov, ne, tudi Stevanovič bi rekel, da je preveč doktoratov, pa ga dela, ne, sej lahko pa to obdelava, koliko je to dvojna igra, ne, a veš. Zakaj dvojna? Aha, prosti, ja. Ampak bi jaz rekel, sen, če dela en predmet, ta NATO politika
bi šel pogledat, kaj to je. Ne? Hočem reči, jaz osebno bi šel pogledat, ko me to zanima, kaj to je. Ne? Mogoče bi bil razočaran, kdo ve. Ne? Druga stvar, dvojne igre pa tako. Slišal sem za ta nek nov pravni koncept, ne spremljam natančno, ampak to, da si, kako se temu reče, da si kaznovan, kako se reče, izraz, zdaj se ga ne bom spomnil, si bil obsojen, ne? Ja. Pravnomočno obsojen. Okay. In zdaj v bistvu, ne vem, kdaj se je to zgodilo, ampak ti za nazaj se v bistvu to skensla, ne? To pravnomočno obsojenost. Kaj razumem, to zaradi, da lahko človek naprej živi, ne? Če pač odslužiš svojo kazen, lahko zahtevaš izbris. Ja, in potem ampak to je na nek način časovni stroj. To, da ti izbrišeš za nazaj, da si pravnomočno obsojen, to je tudi recimo igra od Roka Snežiča, ne? Ampak, po drugi strani pa si vemo, da so se z Janšo spoznalo v zaporu. Tako da hočem reči, Ja, ampak če si ti odslužil svojo kazen in si se spokoril in... Ne, absolutno. Ne, to se popolnoma strinjam. Ampak jaz ne bi rekel, da nisi bil nikoli pravnomočno obsojen. Jaz bi rekel, sem bil pravnomočno obsojen, now I moved on. Ne bi rekel, jaz nisem nikoli pravnomočno obsojen, ker to mi je pa recimo to, ne. Cela ta fronta, ne, ki ima popolnoma svojo legitimnost, ne, čeprav je nevarna, a za srednji sloj, a je šire, srednji sloj se boji tega. Srednji sloj hkrati tudi simpatizira tem. Veliko paradoksov. Ampak hočem reči, ne moreš ti govoriti, da boš uvedel zdravo pamet nazaj v sodstvo, v pravo, tako naprej, pa hkrati furati, jaz nisem nikoli pravnomočno obsojen. Ker to je točno nekaj, kar bi ti odvetnik rekel, da moraš reči. Ne? Kar hočem reči, ne moreš furati in to. Ne? Seveda lahko furaš, to tudi delajo. Ne? Ampak pravim ti, po eni strani ljudstvo se bo uprlo, ljudstvo bo pokazalo oblasti, po drugi strani imaš pa te osnovne oblastniške mehanizme, tipa, jaz nisem nikoli pravnomočno obsojen, če kako ne, če si bil v zaporu. Ne? To hočem reči. Ne? Hočem reči, vsi na koncu furamo neke dvolične game, ne? A v bistvu tvoja karta je pa, jaz za razliko od teh dvoličnih imam samo eno lice. Ne? Mislim, jaz imam pokritnega, hvala Bogu, ampak hočem reči, ni toliko transparentna igra, no, kot bi se hotel. Mislim, če zanemarimo še vse polno drugih težav. Mogoče gre za pomen izrekljivosti, ne? Tako kot ta film Lov, če si ga gledal, ko Mikkelson noter igra. Sicer tam je bil samo primer, da ga je nekdo, mislim, da ga je ena punčka obtožila nekega nadlegovanja, pa on tega ni naredil, ampak to je bilo izrečeno. Sicer gre za drugačen primer, ker je tam je šlo na aludiranje na neki, ne? Tle pa na neki drugega, ampak gre za to, da verjetno, ne vem, kako se ti zdi, da to pri volivcih deluje, a veš, da rečeš, da je nekdo pravnomočno obsojen ali pa rečeš pač, jaz sem nekaznovan. Jaz bi rekel to, jaz mislim, da je osnovna težava leve politike, recimo Levica to preveč rada počne, glede na svojo senzibilnost bi lahko počela drugače, zaradi Foucaulta in drugih primerov, tanate politike, in da ljudem ne govoriš, da so kriminalci, ker potem to spade, kot da so rojeni kriminalci. Prejudiciraš. Tako, in to je ful slab, da se razumemo, zdaj, ko so vsi ti prisluhi. Seveda ti rečeš doma v sobi za nekoga, ne, ki se ti zdi, da je kriminalc. To razumem, to mi je jasno, da to počnemo vsi. Gre pa za javno, da ti nekoga tako, ne, je potem v bistvu on samo kriminalc in je v bistvu praktično rojen. Pici je dober primer tega, pa jaz res naj bi zagovarjal, ne Pici je Stevanovića. Ampak Pici se je zgodil res, predvsem tismo človeku se je zgodil, ampak ne vem, pri 15 letih, ne, koliko je bil star, ne, ta druščina, ne, ali koliko so bili stari mladoletni, ne, in gre oni tam nekaj zažgat, ne, in človek umre, ne. In zdaj, če ti rečeš temu incidentu, da so to naredili eni, ki so rojeni kriminalci, ne, potem se ti načut nadaljnjim življenjskim odločitvam tega človeka, ne, tudi temu, kar je zdaj, vsa ta energija, ne, proti tej vladi, kot nekakšne katastrofične scenarije so, jaz ko poslušam to, kaj zadnje 4 leta se dogajalo, jaz res moram skozi okno pogledati, da se spomnim, ne, kaj se dogaja zunaj, ne, kot v grobom levo-liberalen profila. Ne razumem čisto točno, kaj je bila zdaj ta 4 leta trpinčenja, 4 leta strahovlade, totalitarizma. Moram reči, da tega nisem občutil. Jaz sem bil zelo vesel, da se nisem rabo 4 leta ukvarjati s politiko, kot sem se mogoče 2 leti prej. Ampak po drugi strani pa razumem to, ne. Če, ne, tako imenovane liberalne elite, tako gledajo na ljudi, ki niso iz pravega sloja, ki niso v pravih krogih, ne, ki imajo ta nek shady, tako, ne. Ampak po drugi strani, dajmo reči drugače, liberalna kultura je lahko ful več od tega. Recimo, če imaš film Brata Dardenne, bi recimo naredila krasen film o Piciju, ki sem mu izgubila to, ne, pa bi imela tudi en malo tak optimističen konc, Deus ex machina, kjer bi on neko milost bi doživel prosto po Bressonu, ne, ok, to bi bilo kar nekaj, ampak hočem ti reči,
ful je različnih možnih obdelav tega, ne, ki ni grejo v smer, ta je kriminal za razliko od nas, ne vem, dostojnih pridnih državljanov. To mi je ful zoprna schema, no, tako bom rekel. Zdaj si omenil, da ste vi pač neoliberalen profil, ne? Čeprav Zdaj. Kolektiv Smetnjak. Neoliberalen. Nisi tako rekel? Ne, sploh ne. Neoliberalen sploh, neoliberalen pa res nismo. Mislim, levo-liberalen, ne Levo-liberalen. Ja, levo-liberalen, seveda, ja. Mislim, zdi brez vede skrivati, ampak rekel bi tako, levo-liberalen sem mogoče jaz, ne bi rekel nekaj to za kolektiv, ne, ker v bistvu gre za to, da pri temu feedu, ki ga gledaš, ne, če pogledaš ti vse mime od Smetnjaka, ne. Gre za to, da se ful zanimivo sestavijo skup, ne. Ker posamični mimi lahko producirajo zelo različne reakcije v komentih, pa mi nimamo prav veliko komentov, ne. To sem opazila, zelo zanimiv. Ja, Facebook zadnje čase nas je malo odkril, ampak to moraš ignorirati, ker tudi v bistvu je nek šum, to, kar se dogaja pa nas je hladna državljanska vojna, ki me ful spominja na Čile, ker ni imel hladne državljanske vojne, mislim, tudi mi smo imeli kakšne druge države, ampak to je definitivno to hladna državljanska vojna, kar se dogaja, ne. Mislim, boljše hladna, ne. Kaj imaš temu v mislih? Mislim, ta kulturni boj je pač je precej nevzdržen, ne, ampak to ne mislim tako kot Pahor ali pa Anže Logar, ne me narobe razumeti, ne. Mislim, to je res a drag, ne. Mislim, tudi stališča, a veš, imaš nek mim, se pravi, nimamo komentov. Ampak že vidiš te neke tendence v smislu, ne, če en mim kritizira, ne vem, Goloba, a veš, smo janšisti, če se heče iz Janše, mislim, ampak se pravi, point, mislim, da mimo Smetnjaka so pa predvsem to, da imaš ti lahko mim za Picijem, kjer on čestita dekletom za 8. marec in ti pol vidiš, da je vse polno enih, vse je polno ene publike, ki te razume posebno dobesedno in so ful veseli, da Smetnjak, recimo ne poznajo, kaj počnemo sicer, so ful veseli, da nekdo Picija endorsa, ne? In to se nam zdi super. Mislim tako, ta ambivalentnost, ne, se nam zdi fajn. Ne? To je pač ena izmed teh strategij, ena izmed iger. Ne? Nič nimamo proti temu. Ne? Se pravi, hočemo biti agropop, nočemo biti agitprop. To, ne? Ampak, gled, a je to lahko problematično, je to lahko vaša omejitev, da pač imate ene svoje svetovne nazore, ne? Vas to lahko omejuje, da ali pa da ste pristranski, recimo, do levih opcij, kakor do desnih. Ne? A veš, zdaj, tako grob pregled vašega profila pokaže, da vaš protagonist je zagotovo, ne vem, Janez Janša, pa stranka SDS, pa ki je Žan Mahnič, potem na drugi strani pa dost levice, Nike Kovač, zelo malo Pahor tu in tam, ali pa kakšen posameznik, ki ni tok z politike. Ne? Je to lahko vaša omejitev? Mislim, Pahorje smo imeli cele serije, kjer je bil on, recimo, protagonist, kjer v bistvu izreka sem Ničeve citate, recimo, njemu ful pašejo Ničevi citati. S Pahorjem smo se, tako bi rekel, obuditev Smetnjakovih mimo, ne, recimo, da smo to, ko smo rekli, 11-12, pa ustaje se to pol ustav, to zaradi tega, ker je ustaja na koncu izkaže kot samo... Govoriva v letu 2020. Ja, mislim, govoriva je 2011-2012, ko ima ta prvi naval produkcije Smetnjaka, ne, se v bistvu na nek način ustavo vse skupaj pri ustaji, ker v bistvu spade ustaja itek, da spade. Samo pač poskus, da Janša dol fliknemo, ne, se tako je bilo, ne. Ampak valjda ni bila pa začetna energija samo to, ne, ampak valjda je pač na koncu končni rezultat je bil to, ne. Mislim, jaz to čisto razumem, če smo realistični, jaz razumem, zakaj se je to zgodilo, ne, zakaj smo se omejili na to, jaz ne verjamem v restrukturiranje družbe, a veš, čez noč, sploh ne, če hodimo nekje ven, tam malo se družiti na Trg Republike. 2020 se pa popolnoma obudi Smetnjak, pa zaradi tega, ker je v bistvu ta COVID, a ne, smo zaprti noter. In ne vem, če je bila to samo moja senzibilnost, mislim, valjda tudi od kolektiva, ampak mislim, da je bilo tudi malo širša, ne, ta neka groza tega. Ne, ena stvar COVID-a, druga stvar pa kombinacije tedanje vlade pa COVID-a. Ne, in pač to je bil kop, ne, to je bilo shajanje, to je bilo v bistvu način preživeti isto obdobje z komplikacijo, ne, ki so jo pa k sreči ljudje razumeli, je v bistvu to, da kaj če ne bi mi govorili tako kot mladina, Janša je bad. Kaj če mi naredimo te stvari,
ki so nove, ki ti vidiš, da je SDS se popolnoma rebootal in postal sodobna alt-right stranka in je to fascinantno. Ne? Kaj če mi naredimo iz tega stvar, ki je še bolj fascinantna? Kaj če je to ta prav odziv na to? Ne? Kaj če se ljudje pa smejijo, pa so hkrati fascinirani, pa lažje shajajo ti se 2 leti in tako naprej. In se je izkazalo, da precej ljudi, mislim, takrat pač smo se vrnili, je bilo ful odziva, smo imeli pa tudi razstavo in je bilo ful je bilo enih ljudi, ki so rekli, da so lažje preživeli tiste 2 leti, ne? Vključno z nami, vključno z nami, ne? Ampak je bilo pa dostikrat, nisi vedel, ne? Kaj to zdaj je, ne? Hočem reči, se tudi pol čez čas, ne vem, če Janša začne na Twitterju followati smetnjak, ali zakaj to naredi, ne? Mislim, ne vem, zakaj to naredi, ne? Ampak... Torej vam je slediti začel? Mislim, na X-u ali na Twitterju? Še na Twitterju. Mislim, ampak nisem zdaj to rekel. Mislim, tako, zdi se mi zanimivo to, mislim, tako, recimo, podoben mi je tako full smart, recimo, tudi pri mestu, ne. On dostikrat lajka smetnjakove mime, ki lahko zelo vanga prodirajo, ne. Mislim, to malo zveni malo neprijetna podoba. Ampak mislim, da ima on tudi ta obrambni mehanizem, pa toliko je smart, pa toliko predvsem ni purist pa puritanc, da razume, da je to dobro na konec dneva, ne. Tudi, v smislu, recimo, neverjetno se mi zdi, recimo, tudi tale antropolog, kako se piše, Podjed? Dan. Ja, ni zdaj, da živim za njegove komentarje, ampak ono neverjetno zdrav, neverjetno healthy odnos do mimo, ne. Torej, do samega sebe, do svoje identitete. Vedno je, kakorkoli smo se hecali, je on vedno to znal ful dobro sprejeti, ne. Tako, in recimo, ne, nikako več bi rekel, da ne. In potem... A vam je kdaj kaj napisala? Ne, itak da ne. Pa zdaj smetnjak je nepomemben, zakaj bi se ona s tem ukvarjala. Mislim, če niso burgeri, jasno. Ja, zgleda, kakor da si želiš, da bi kdaj kaj rekla, ne vem. Ne, mislim, kot prvo se mi zdi, da nam, se pravi, mi smo nepomemben, mehna stvar, ampak se mi zdi, da nam obijemo ustreza, da se tako, ne, a veš, da smo drug mimo drugega. Vada je pa ful dober material, ne, to izvajanje. Iz kere teme se ne bi nikoli norčevali? Dobra tema. Mislim, osebe. Bolj gre za situacije. Recimo, zadnjič ja. je bilo to, ker je bil ta fant, ta sandwich guy iz Dubaja, ne? Njega ste preskočili. Mislim, nismo ga čisto preskočili. Nek story smo naredili, nekaj v smislu ta Brad, ampak to je bilo bolj v bistvu spet ta afirmacija, v smislu Brad kot neka pozitivna identiteta, ne? Če recimo lahko ta Charlie, no ti boš vedela bolj, kaj jaz, naredi to Brad kot neki, ne, Brad je torej, en izmed sloganov starih smetnjaka je bil tudi we're the non-paid spoiled brats of the world. Torej, mi smo neplačani, razvajani mulci tega sveta, ne. In ko prije ta Brad, ne, seveda super, ne, to, ne, tako naprej. In v bistvu ona kot žensko zame to nas, jaz sem Brad, ne, in to je moja identiteta, kaj mi pa lahko naredite, ne. In se nam je zdelo tako full fine ta, res je bil neverjeten, ne, tako pač prije tja in reče, in toplih obrokov. In pa je bilo to v bistvu res moraliziranje, mislim, ta res ogorčenost, tako naprej, ampak pa na nekem trenutku rečeš, upam, da ta fant je vseeno malo douchebag, ne, in a good way, ne, tako kot Luka Mesec, ne, on to nekako sprejme, te mime, ne, ki ga prcajo, ne, se mi zdi, da ta neka trda koža, v bistvu pokrati senzibilnost se zlije, nekaj v bistvu bi rekel, da si douchebag in a good way, a veš, da v bistvu znaš to, kar sem prej rekel, spustiti skozi telo, ne, in to je, mislim, da je to zdravo v smislu, kot bi rekel Bellert, pravične ta prave psihopatologije, ne, torej vsi smo insane, ampak so pa še vedno ene bolj zdrave oblike insanity, kot kakšne druge, ne, ene so manj toksične kot druge, ne, in temu fantu, mislim, to je res noro, da se cela država s tebe norca dela, ne. Pa ne, pa te pošilja nazaj v Dubaj, pa še rekel je neumnost, obvisli, ne, ampak hočem reči. In pa sem rekel, upam, da ima ta fant trdo kožo, ne, ker jaz ne vem, kaj bi naredil, me bi bilo, moram reči, grozen, ne. Je verjetno imaš dve opcije, rej, ali ti je tako grozen, ali pa obrneš na drugo stran, ne. Ne, mislim, se pravim, kad to rečem, si mislim tako, rajš bi bil, da je nek ta, a veš, nek podjetnik je 300 ljudem dolžen, pa še vseeno v redu spi po noči, to sem hotel reči. Ja. V tistem trenutku sem rekel, v tej konkretnej situaciji človeku prvoščam, da je tak tip človeka, ne, ker recimo, ne, a veš, smo kolektiv, delamo mime, to ne pomeni, da nismo preobčutljivi, ne, a pa na skate. Tako da v bistvu, ko rečeš, koliko imamo komentov, ne, mi je kar fajn, da jih je manj, no. Mislim, tako si predstavljaš, da imaš to spodaj, kam je levica, pa nikako več. Mislim, delno razumem, zakaj do tega pride, ne.
mimo tega, da so ful večje identitete. Ne. Ampak Madonna imela tega res ne bi spodaj. Ampak prej, ko si rekel, kdo dobro handla te zadeve, le Anže Logar se mi zdi, da je zelo dober po handlu s tisti hamburgerji, ne? Zdaj ima pač hamburger demokrat, ne? A veš? On ima to strategijo v bistvu odboja, ne. Ampak meni osebno zdaj govorim, ne v imenu kolektiva, se mi zdel ful boljši, po mojem se je prav dela. Zdaj govorim osebne afinitete. Ne. Mi je bil ful ljubši v tej svoji hejterski fazi. Ful je bil dober hejter, no, ko je bil zunanji minister, ne, ki je prišel v parlament. Ne. On je, res retorično sjajno jih je tam, ne, res jih je dobro, ne, obdelal. Ne. Hkrati to z Jankovićem, ne, tudi ne, takrat, ne, te volitve županske, tako naprej. In zdaj se mi zdi, da se tako, zdaj se je podal neko to sredinski ta svetlik, ne, ful pasivna agresija, ne, skozi v bistvu on razume, ne, on in Grok razumeta, vsi drugi pa ne razumejo, ne, in se mi zdi ful manj elegantno, ful je manj graciozen. Prav spomnimo je na, prerok, ne, vsakemu čast, ne, ali en, ne. Da on ne bo več hejtera, ne? Da on bo pa zdaj razsvetljen, mislim, da budist, ne? Mislim, da mogoče mu krivico zdelava, ne? Postal ful veran, ne? Šel v to tako naprej in pa začel furati pasivno agresijo, ne? Govorim o moji interpretaciji, ne? In moram reči, ampak ta preroška faza, ne? Leva scena, burek, tako naprej, to, ko gledaš Madonna imela, pa on je napovedal Future spet, da je bila ta plata, ne? Bilo to konc 90-ih. Ja. Pa to je noro, no? Mislim, pa ta človek je tako izrisal celo krajino, ne? Tega, kaj se bo zgodilo tako 20 let kasneje, ne? Model ne dobiva tantieme za to, ne? To se mi zdi noro, ne? In Logar se mi zdi tako nekak, ja, tako v bistvu je, ja, zdaj sem jaz ta sredina, ne, ta razsvetljena sredina in se mi zdi tako, pa ja, dober model, no, whatever, no. Tako, zdi se mi tako, da se je kastriral, no, tako bom rekel. Lej, ste se pa recimo norčevali iz Mihe Šaleharja pa Davida Zupančiča in Magnifica, ne? Vse tri ste dali pač na otok Little St. James, to so Deviški otoki, ne? Povezani z afero Epstein, ne? Ja, mislim, se pravim, če to zdaj razumeš tako dobesedno, ja. Je valjda ful grozen. Ja. Če pa kuriraš vibe, v smislu tega podobe, recimo, gre v bistvu za nekaj drugega, bi jaz rekel. Jaz bi rekel, kako se ta klima spreminja. Če gledaš ti za nazaj, Magnifica je v spote. Ne? Od tega Zulu Furlanka je mladoletna, pa tam Lula v spotu, pa tega import-export, kaj je bilo že, Here I Go. Tisti bi se lahko dogajali na tem otoku. Ne? Mislim, tako, tudi punce so bili približno toliko stare. In se mi zdi tako ful zanimivo, kako se čas spremenja, kako se senzibilnost časa spremenila, ne? Da recimo, ne vem, pri nas po manjše, mislim, da mi imamo neko tako zanimivo politično korektnost, sploh ne vem, kaj to je. Veš, ko mi nekdo govori, da imamo pa nas cancel culture, mi je tako modeli, mislim, tako smo, da nismo scancelano, come on, no. Hočem reči, pač res nimamo cancel culture. Edini človek moj, ko smo ga scancelali, je Janša in pol zdaj imamo četrt države pizdi na tem, že, ne vem, 20 let, ne, ker je model bil pri Mladini, pol je bil kandidiral za SMS predsednika, ni postal in zdaj imamo mi ta LDS interno neko razprtijo iz poznih 80-ih, začetka 90-ih, zdaj moramo mi to prenašati leta 2026. No. Nikoli ne bo tega konc. Nikoli ne bo tega konc. In tudi vsi se obnašajo, da to ni osnova. Mislim, da edini, ki so rekli, da so to načeli, mislim, da so bili pirati. Da so rekli, pa dosta više no, tega LDS internih to. Tako hočem ti reči, kako se to spremeni ta krajina, kaj je prav, kaj ni. Ne? Magnifica pa hkrati to vedno, če razumeš to kot, veš, v smislu, bi rekel, Laibach, a so fašisti ali niso. Valjda niso fašisti, to je strategija teh fašističnih, fašističnih, socialističnih, teh totalitarizmov, vzameš to nase. Ne? Magnifica je vedno šel na to, tudi njegov game je bil ta ful zanimiv libidinalni game, ne? Te punce, premlade, tako naprej. Neka ta Magnifico je peder, kako je naslov komada, Halo gospodična. Genialen spot, ne? Znotraj formata arta, ne? In zdaj, in mimi so isto znotraj tega, ne? Jaz zdaj ne bi rekel, ne, jaz nisem glede Magnifica, mislim, ta mim, ni rekel glede Magnifica nič. Znotraj... Ampak hkrati vse, ne? Ne, ampak znotraj mim formata je pa tista podoba vprost, tista fotka iz spota, genialna, ja. Čudovita, Vera, Veni Emeršič, legenda, ne? Pač ikonična podoba, ne? In zdaj, če daš ti tam Little St. James, it's funny. Pač ta podoba je smešna, ne? Noben se ni šel v detajle, ne? Noben ni šel v detajle tega.
A lahko kolektiv Smetnjak je del tega razdvajanja slovenske javnosti? Meni se zdi, če delaš te ambivalenten game, ker nikoli ne veš, iz katere smeti, iz katere smeri boš upadel, ne? Je v bistvu edina stvar, ki se mi zdi, da imamo lahko relativno dober feeling glede tega, kar delamo. Ne? Da so stvari nepredvidljive, da so volatilne in tako naprej. Da pred volitvami ne pojačamo, kar nenadoma naratamo, agitprop, ne platforma za eno stran. Ne? Ej, a vas je kdaj kdo kontaktiral pa rekel, dej, a pa vam plačamo, pa naredite, da se kakšnega malo iz druge stranke prvošte ali pa... Ne, to itak da ne. Mislim, premehen tudi po mojem premehen narič, no. Mislim, tako, zakaj za vraga bi nas kontaktiral? A vas doplačuje? V česa živite? Ja, partnerke in živimo v drugih stvari, valjda. Mislim, to je več kot očitno hobi, ne. Mislim, kaj bi lahko bilo drugega. Omenila bom zdaj še Snežiča, sva danes kar precej omenjala. No, eden je bil pač ta mimvaš, ki je on na sliki, ne, in potem zraven napis: Tina me ni povabila na poroko, za darilo sem ji vseeno poslal nagačeno nutrijo. In potem se je dal pod captions pripis, kaj podariti ljudem, ki imajo vse. Zdaj, koliko hitro morate odreagirati na nekaj, da ne postane stara novica, rečemo? Ja, ne vem, kako smo takrat hitro odreagirali. Upam, da je bilo to približno isto kot poroka, ampak se mi zdi, mislim, zdaj govorim s perspektiva mima, ne, to pač, obvesti so vse to joki. Mislim, da ne moreš tle ne drezniti v to, ne, Rok Snežič, Tina Gaber, connection, ne, kjer v bistvu govorim spet o kuriranju vibe, ne, to kao, neki ljudje govorijo tako naprej. Ne? Pač kaj z tega narediti? Ne? Jaz s temi ljudmi sem, recimo jaz konkretno, tiste mime, ki jaz naredim, jaz teh ljudi ne poznam, hočem reči, jaz res lahko samo aludiram na stvari, ne? Na podlagi tega, kar si slišal. Ne? In meni se zdi recimo ful zanimiva zgodba, ki je spet z obeh strani, ki ima tako zelo polarizirano družbo. Pa se so vse družbe polarizirane, don't get me wrong, ne? Ampak ali ne, o tem se sploh ne bomo pogovarjali, ne? Ali pa z desne je tako pač preč na esi stav. Lahko si ful bolj elegantno, ful bolj neutralen. Ful je zanimiv Rok Snežič pa Tina Gaber, da so se poznala tako naprej. Ful je zanimiv, da je bila Tina Gaber z temi kriptofanti povezani. Ful je zanimiv. Tako, in sploh je pa ful zanimiv, da potem postane paradama. Ker tudi veliko pove o naši družbi, da je veliko manj zarukana, veliko manj ta malo vaška, tako naprej. Da se to sploh lahko zgodi, ne? Torej, tudi predsednik vlade ocen, lahko se poročim z osebo s tako preteklostjo, nič se ne bo zgodilo, ali pa bomo vzel to nas, tako naprej. Meni se zdi to recimo vse super, ne? Ampak še zmeraj pa hilarija, valjda, da boš šel v to situacijo, boš nekaj smešnega iz tega proizvedel. Mislim, toliko je enih zanimivih detajlov, recimo, če sem pomislil na tisto znamenito diplomo, ne? Da žal pri nas zvezdniki ne zaslužijo toliko denarja, da bi se lahko privoščili kokain, ne? Od tega kokaina. Od Tine Gaber govoriš, ne? Do pol tega veganstva, ne? A veš, ta prehod, pa se, mislim, lahko si vegan in kokain te zanima, nočem zdaj veganov tle obtožiti, da so puritanci, ne? Ampak hočem reči, ful enih zanimivih stvari in Tina Gaber je super material za mime, ne? In valjda to delaš, ne? Ampak z katere strani pa to obdeluješ, pa več kot očitno to ni stvar političnih strank pa volitev pa tako naprej. Ne? To je nekaj čist onkraj, ne? To je v bistvu pop kultura, ne? Valjda pa povezana s politiko. Ne? Koliko posrečen se ti zdi plakat SDS-a o Robertu Golobu, ne? Ki je upodobljen kot banana? Mislim, to so, se pravi... Kako že, da ne bo znova spodrsnila? SDS ful, mislim, jaz sem zdaj za naš upravil ta agro... Bi to lahko bil mem? Mislim, to je mim. Je mim, to je, ne? Jaz bi tako rekel, ne? Glede na našo agropop izhodišče. SDS v velikih stvarih, v ogromno stvarih ora ledino, ne? To več kot očitno. Ne? A zdaj hočemo mi iti v to smer, ne? Je drugo vprašanje, don't get me wrong. Ne? Ampak da ti narediš tako podobo, ki je hkrati do neko flirtanje z Andy Warholom, pa imaš to celo zgodovino banane, ne? Kordiš banana. Noro z bananami. Tudi SDS ta banana, ne? Ja. Torej, kako je bil gospod državni sekretar Beznik, kako je že on bil, ki je šel do gospoda Derbija. Aha. In je dobil te ogromne, kako za vraga se temu reče, ko imaš ta kup banan in neko čebule je dobil.
On je bil tu pri derbiju in potem je šel, je malo spil nekih par likerčkov preveč in se je vozil, so ga dobili in je bil celo en izmed ta državni sekretar, minister, ki je odstopil na podlagi tega dogodka. Ampak ta sam dogodek je nor, ne. Torej, ti imaš neko dobrodelno zadevo, neke te škarpe, teh banan in teh čebul, ne. To recimo je bila smetnjakova resna ideja, ti imaš ta ready made art, ne, da to v moderni galeriji pač to Maurici Catalano, o tem govoriš, kaj je nalepil banano na steno. Ne, preprosto reproduciraš to paleto teh banan in te čebule, ki je bila tam v nekem skladišču, dejansko je bila. Pač ta artefakt, ne, ta nor artefakt, ki v bistvu zelo veliko pove o najrazličnejših povezavah. Ne vem, če moram zdaj spomniti, da derbi je ful zanimiva identiteta, ne, to se je delist, ne, rasoder in tako naprej. Ful zanimiva identiteta, ne. Če se prej vrnem, kaj je to osnovni model delovanja v kapitalizmu, ne, se mi zdi zanimiv. In to, da bi definitivno razstavili v moderni galeriji, če bi imeli kakršnakoli dostop do moderne galerije, pa se mislim, da je v redu, da ga nimamo, no, tazga, da zdaj delamo ta kart tam. Imamo pa tudi Kordič z banano, se je spet pojavil, ne, tista slika. Ampak to je vse tako. Kaj s to banano? Kaj je na banani? Kaj je tako primaren sadež ali kaj? Eksotičen? Ja, banana je zelo zanimiva, ne, ker je tudi zelo degeneriran sadež, ne. Banana je bila zelo biotsko raznovrstna in so se v bistvu zreducirala na ene 2 banani, ne. Vrsti, sorti. Tako, 2 banani in to zdaj te 2 banani imamo, mislim, tista mala banana pa velika banana, mislim, hecam se, ampak dejansko pač, bral sem enkrat v New Yorkerju ta tekst, ne, pač koliko je bilo teh banan. In zdaj imamo to je v bistvu en izmed najbolj degeneriranih sadežev, ne? Kar je pa spet ful dobra tema, ne? Če pomislimo na ta meme, ki je bila ta Sydney Sweeney, kako je že bilo, great jeans, ne? Sydney Sweeney has great jeans, ne? In v bistvu je bilo kao to, da ima te kavbojke, ampak hkrati je bilo pa, da ima gene, ne? In ona je seveda bela ženska, svetlolasa v času Trumpa, zelo neprijetna. Deležna kritika. Konotacija, ne? In mi smo naredili to seveda Žanu Mahničem. Kako ne bi, ne? Pač na sliki on v džinsu, od zadaj ful taka neka lepa gorenjska pokrajina, mislim, rečem lepa nominalno. In to se mi zdi super podoba, ne? To je briljant, ne? Ampak Mahnič in ta degeneracija, v smislu Mahnič je človek uporablja izraz degeneracija, ne? Tle je v bistvu ta levičarstvo, ne? Ki je v bistvu hinavsko. Levičarstvo ne verjame v gene, ne verjame v rase, ne verjame tako. Ampak skozi v bistvu pa Mahniča, se vemo, kaj se govori za Mahniča in tako naprej. Skratka, ta levica, desnica nima nobene problema reči degeneracija. Ne? Nobene problema, ne? Levica je, bomo aludirali, ne? Bomo aludirali, da je SDS degeneriran, ne? Ne bomo pa tega rekli uradno, ne? So ful zanimivo. Tudi mislim, ne, Žan Mahnič kot nek profil, ki v bistvu govori o degeneraciji, mislim, ful zanimive stvari, no. Kdo je pa, recimo, katero slovenski politik pa je najbolj, kako bi rekla, hvaležen za obdelavo? Je odvisno od časa, ne. Mislim, Janša v covidu, valjda je bil najboljši, ne. No, kaj pa zdaj, recimo? Pa Pahorno se je tako frustriral s to Švico, ne, ki je v bistvu se je spremenil, počasi je spremenil to Švico, ne, in zdaj on Švica. In Švica, to mislim tako noro. Zdaj, to je zdaj najbolj zanimiv. Pa vse, kar smo jih našteli, mislim, zakaj bi zdaj rekla enega. Predvsem treba iz njih delati like, predvsem treba biti tako. To so liki, ne? Enkrat je ful dobro rekel tale komik, ki je umrl od raka, če kako je bilo že njemu ime, ki je ta ogromen šešir, da se ne bom spomnil njegovega imena, Norm Macdonald, ja, je enkrat kritiziral način, kako Alec Baldwin prednje ustrelil človeka, mislim, žensko. Kako on izvaja Trumpa. In rekel, da sama izvedba je v redu, pa tako, ne. Samo da on tega lika ne mara, nič ga ne mara. Nima nobene afinitete, nobene naklonjenosti, ni razvidna iz tega. Skratka, on ne mara. Mehansko izvaja v bistvu. Ne, sploh ne. Mehansko je v bistvu ful zanimiv. Mehansko, jaz sem ful na strani mehanskega. Ne za kolektiv Smetnjak, ampak jaz osebno. Zaradi Kleista. Mehansko je v bistvu zavestne posreduje, to je ful dobro. Problem je v tem, da mi nobene naklonjenosti. Ti moraš imeti te like, ti moraš like narediti. Torej, Nika Kovač ni Nika Kovač v naših mimih, ni Nika Kovač sicer. Isto z Janša, isto tako, ne. Janša v mimih naših se mi zdi ful bolj zanimiv. Meni se zdi, da je Janša v naših mimih nekaj, kar je Janša 25-30 let nazaj v Beto, ki je bil res ful smešen. Ful je bil dober. Vsakič, ki je govoril o Kučanu, je bil hilarious. To je bil edini človek, ki je dobre stvari v Kučanu povedal. Edina stvari, Kučanu noben ni smel nič reči. In pa je bil ta Janša, ki je bil ful luciden in ful je dober tega gospoda. Pa je pa v bistvu pa ta zamera, ta resentiment,
je tako pritisnil na njega, tako ga je v bistvu v kot potisnilo, ne, da jaz ne vem, kam je ta Janša šel. Ampak hočem reči, smetnjakovi mimi so tudi način ohranjanja, ker mi rabimo lucidno kritiko ali pa lucidne, ne, tudi mislim, vada če skušam, vse kušanje pa res preveč najdotakljive benti, no, mislim, se edina stvar, ki jo slišiš lahko z druge strani. Danes smo pa v situaciji, kjer je pa veliko tega, a veš, danes več noben ne izbira in je v bistvu zasičenost tega, ne. Mislim, itak, da je zasičenost, mislim, ampak, a veš, po drugi strani, pač vsak dela svoje, ne, se ni zdaj, se noben ne razmišlja, kaj prispevam k krajini, a veš, pač delaš nekaj, mislim, pa se to je, a veš, se na koncu dne ne delaš mimo, mislim, ena stvar je, da se navlečeš, ena stvar je to, da so to adiktivne zadeve, ne, in da so bile plansko tako narejene, ne, to je najbolj noro, ne. Ampak na koncu dneva, a veš, greš na sprehod, dobiš idejo, zarežiš se samo sebi, prideš domov in narediš ali pa narediš na telefonu nekje na klopci. In koga zdaj brija? Mislim, a veš, a miš, da je štejem druge akante? Mislim, tako, vsake čas vsakmu, ki se mu da delati, ampak zdaj, mislim, a veš, čemu prispevaš? Ničemu ne prispevaš. Samega sebe shajaš. Mislim, a veš, kakšni panični napadi bodo v roku, ne vem, veš, kaj umetna inteligenca dela, veš, kaj še to vse bo, vojna ima, tako naprej. Itak si nekam bežimo, ne? Mislim, tako, a miš, da to ni eskapizem? Seveda je. Kjer je bil vaš najbolj znan ali pa najbolj prepoznaven, najbolj razsežen mim? Mislim, odvisno od faze. Na tej prvi fazi je bil res noro. Ker se ni vedel, a je Rode oče eno človeku ali ne. Rode Načkov, ne. To je bilo objavo, mislim, da takrat, ne? Ko je vam prišlo. Ja, in smo naredili Darth Vader, da v bistvu, da on pove Darthu Vaderju, mislim, ful je bilo lepo, ne, imaš ta iz Star Wars ta screenshota, ne, in od sprede je Luke. Aha. V originalu, Luke Skywalker, od zadaj je Dart, ne, in seveda, kot vemo, reče on, Luke, I'm your father, ampak tega nikoli ne reče, to mi mislimo, da reče, v filmu tega noben ne reče. In tle v bistvu je od zadaj gospod Rode, ne, in reče Darthu, Dart, I'm your father. In seveda zdaj najti nekaj idealno zgostitev te situacije, ne da bi karkoli, a veš kaj mislim, ne, mi se nismo ukvarjali s tem, a je ta gospod bil res njegov sin, ne. Kaj pa jaz vem o tem? Ali pa, ne. In ta je bil najbolj... Tle smo se pa izognili, tle smo pa rekli, Madonna, pa se on je fotor od Dartha Vaderja, ne. To je Rode, ne jaz je fotor od tam enega gospoda, ki ga predtem niti nismo... Mislim, ta model, mislim, Rode, vloga, ki jo igra, to, kar njega rajca, on je bil kontrarijan, ful zanimiv, ne, sej nikoli ne smemo pozabiti, en izmed boljših mimo je rekel, če nismo kristjani, se pa lahko tudi vržemo v kante trupla, ne. To se mi zdi genialna provokacija, če rečemo, da je on meme-maker, se mi zdi to hilarious, ne, kar je rekel, ne, svojega Weltanschauunga, svojega svetovnega nazora je povedal nekaj zelo duhovitega, ne. Mislim, se je razgleden človek, ne, naj pa zdaj glih, ne. A ste kjer objavo kdaj izbrisali? Da izbrišeš, ne, ker bi bilo kaj tako v smislu, to zdaj govorimo v parih minutah, premisliš se. V smislu rečeš, mislim, daj tudi vidiš, da si nekaj časa je bila ta analna faza, ki smo brisali, tudi če smo se kaj zatipkali, pa sem nam dopovedali, Jezus Kristus, mime delate modeli, smo rekli, ja, to je res. Mislim, ena stvar je, da dela veliko disleksičnih ljudi mime, ne, a veš, druga stvar je pa, da je tudi za nlaž delaš napake, ne, tudi, ne. Ampak recimo smetnjak je generacija, ki ima težave s tem, ne. To v bistvu smetnjak je generacija, ki je zelo highly pismena, pa se dela, da je postpismena. Mi se v bistvu delamo, mi dejansko se moramo pretvarjati, da nismo prav veliko knjig prebrali, ne. Mi smo ta generacija, ki smo knjige brali, ne. Veš, kaj mislim? Zdaj imaš celo slabo vest, če ne bereš knjig, ampak gotoviš, lej, pač doom scrollanje, ne, tudi še danes na X-u, je v večini primerov boljš pač ka romani. Ker je v bistvu uletavajo različne inteligence zelo visokih intenzitet in se sam naslovajo drug na drugo, medtem, ko tam neko knjigo bereš, neko knjigo modelke, pač, ko se en sam v svoji glavi nekaj izmišljuje. Mislim, kaj je zdaj energetsko, ne, bolj atraktivno, ne. Kje je pa vaša ciljna publika? Mlajša od nas, ki to delamo. Okay. To z kakšnih podatkov mlajša, veste? Mislim, ampak to so te generični podatki od platforma, ne. Ampak mislim, mlajši. Mislim, vedno se čudimo temu, mislim, meni se zdi, da smetnjak zelo v smislu mima
zelo starinski format. Ne. Zdaj v bistvu že delajo toliko nore stvari. Ne, prej so rekli, Selakoviča so omenila. Kaj ti vidiš, da sem bil zadnjič na akantu od Ljubljančan, da je nek tak, bi rekel, da AI je v bistvu tako neko prehajanje slike, filmček, ima nek ta AI musko generično in pa reče, jaz, kar nam je priložnost, rečemo protonacija. Ne? In nekdo zgosti en cel lik v 15 sekund video in to valjda lajka. Zelo mi bil en tak video, ne? Tudi AI narejen, kaj teku čez Ljubljano. Ne, ampak ti si bil od Vladozloma zelo tak, v bistvu zelo filmski, zelo cinematičen, zelo epskih razsežnosti. Ampak v smislu formata veliko bolj konzervativen, kot Smetnjak, kot recimo ta stvar, ki je v bistvu samo ena impresija, ki pa hkrati v bistvu v nulo zadane nek klik, da se razumemo. Jaz, ko Selakoviča pa Macarola recimo kritiziramo, zdaj smo prvič, smo se jo lotili, se mi zdi tako poziv sodeč, v bistvu tak, kritika njiju je v bistvu tako v večini primerov tako spade ful starodušniško, v bistvu smislu, a veš, tako imaš z kulturniške perspektive kritiziraš dva, ki sta nov val. In to mi je ful problematično. Tako da v bistvu to... Ja, a veš, a slediš tem ljudem sploh, ne? Recimo, obema recimo poslušaš te podcaste. Mislim, tle smo pa osebnih predispozicijah. Jaz recimo osebno ne morem teh podcastov poslušati, ker so v bistvu zelo nasprotni z mojimi afinitetami. Imel sem obdobje, ko sem probal to slediti in moram reči, da me ne zanima. Osebno me ne zanima, ker v bistvu je neka Macarola, recimo se mi zdi, on je nek, v bistvu imaš ta nek, v bistvu si ta ful uspešen poslovnež, neki avti so tako naprej in pol. Moram reči, da se vedno čudim pol temu, zakaj so ti polsi tako jezni. Tako, kot so enkrat dobro rekli, ti milijarderji skozi govorijo, država nas bo žela, ubilo in pol en rekel, ampak je benti, kako so milijarderji sploh ratali, ne? Ker v bistvu, če jih poslušaš, ne, davki ono tretje, če hočejo uničiti tako naprej, že od začetka govorimo, ne, odkar so milijarderji, ne? In pol en rekel, ampak kako so ti modeli sploh milijarderji ratali, benti, se niso imeli šans že od začetka, ne? Tudi v bistvu ta energija mi je imamo ta tech bro, ne, ta energija tega, ali ta razsvetljenje absolutizem, ki je Selakovič, ta človek, ki je šel za en teden brez telefona in potem je doživel epifanijo, ne, ampak pa čez 3 dni je seveda spet avto svoj razkazoval, ne, tako da to mi ni toliko blizu, ni mi toliko fascinantno. Macarol mi je pa tako ful jezen, pa se mi zdi tako, zakaj je tako jezen, ne, tako, hočem reči, jaz sem objektivno, recimo, ne cel kolektiv, sem objektivno totalen loser, pa tako, nimam tako stotinke te jezen nimam, tudi, mogoče se tega delam mime, no. Delanje mimo je handlanje z zagrenjenostjo, ne. Ta možnost smejati se realnosti v obraz, čeprav v bistvu te z vseh strani, ne govorimo o slovenski realnosti, govorimo o svetovni realnosti. Ne? Res prebada naše telesa, res smo zelo volatilnih, zelo kočljivih, zelo prekarnih časih. In smeh, to je tako kot tisto apokrifno indijsko ljudstvo, ko se sliši, da Aleksander Makedonski prihaja proti Indiji in pač da vse pokori, vse obvlada, vse. Ne? In ko so oni to slišali, ne? Apokrifno ljudstvo govorim, nikoli nisem našel, kateri to so modeli, so se oni začeli režati in so se toliko časa režali, da je vmeš Aleksandar Makedonski vletel in so jih vse poklali. Medtem, ko so se modeli režali. Meni se je to ful dobro attitude, no. Malo defetistično, ampak krati se mi zdi zelo nekaj je zanimivega na tem. Ampak se ti zdi, da so komedije v bistvu tragedije, ne? Zdaj tako, gledamo nek film, ki je komedija, ne, in je strašno smešen, lahko je tudi čist nek družinski, ne? Ampak potem si predstavljaš, da si ti v tej vlogi in je v bistvu grozen. Ni več, na nek način ni več zgodovina. Ne? Mislim, to se skozi skregamo, a je zgodovina, ne? Ker je ta Fukuyama in Baudrillard in tako naprej. Ampak mislim, da je prišlo do zlitja farse pa tragedije. Mislim, da smo še zmeri tam. Ker Trump je to. Ne? Lik je objektivno smešen v smislu, mislim, da ga zdaj malo, tako kot Janša, malo ga daje, malo manj duhovit. Smešen je zaradi teh stvari, ki noče biti smešen. Hkrati pa objektivno dela ful grozne stvari. Ampak ta farsa in tragedija, ne, kako se v bistvu
zlijeta do neprepoznavnosti. Težo jim vzame, ne, s tem, ko on tako vse lahkotno govori, vojna bo par dni, zdaj smo že malo blizu, zdaj že malo tako... Če teže rečeš, a veš, tako pole, se mi zdi ta nek moralizem. Meni se ti tako neutralno gledaš na to, da si včasih je bila tragedija in pol je bilo nekaj časa in pol je bila neka ponovitev in je bila farsa. Pa recimo zdaj gledaš, pa recimo, ne vem, pred 10 leti je bil od indonezijskih teh pokolih, ne, grozen režim, ne. In ta človek, nek varovanc Werner Herzoga, je naredil to, v bistvu je sem govoril tem klavcem, da rekonstruirajo, kaj so delali tem ljudem. In oni, ko to delajo, se skozi režijo. In so v bistvu, čeprav je rekonstrukcija naknadna, lahko rečeš, to je zdaj farsa, ki zdaj on rekonstruira, ne? Ampak dosegel je neko toliko onkraj dobrega in zlega, da se razumemo, ne? Ampak to ne vem, da nimaš dobrega pa slabega. Jaz mislim, da pred Trumpu se v bistvu je odločilno to, ta krutost, ti poslovne povezave, tako naprej. Si predstavljaš, da bi Amerika res ratala učinkovitejša, pa boljša država, močnejša država, zdaj so vsi režimi v Ameriki, ne? Ampak te zamisli si vse te nove povezave, Saudska Arabija, Rusija, tako naprej. Da bi bila dejansko Amerika recimo zdaj močnejša, vsi pokazatelji bi kazali, da je boljša, ne? Kaj bi pol naredili, ne? Kaj bi rekel, tako si krut, tako delaš te stvari, epšna in falne, tako furaš, ne? Ampak država je pa močnejša, kot je bila prej, boljš funkcionira. To Trump trdi, ne? Ampak jaz mislim, da objektivni pokazatelji kažejo, da ne funkcionira. Ne? In mislim, da je to zelo dobra novica za ljudi, ki tako razmišljamo. Ne? Mogoče za koga ne. Ampak jaz ne vem, če ljudje mogoče v Ameriki to tako vidijo, mogoče mi to tako vidimo. Ne, mislim, zdaj govorimo, zadnjič je tudi nekdo lepo rekel, da on ni Hitler, ker Hitler je bil popularen v tej fazi. Da ni bil popularen v tem, ker je Rusijo neuspešno napadal. Oba izvoljena na volitvah, ne? Ne, to itak. Ne pogovarjamo se o tem, a to deluje. To se pogovarjamo. Ja. In če to deluje, ne, pol smo prevrednotili svoje... Se veš, tako bi rekel, pred vsem Trumpom in tako naprej. A veš vrednote, nekdo ti reče vrednote, začneš režati. Itak so sem vrednosti, ne? Ampak rečeš vrednote. In potem se Trump zgodi. In ti nenadoma rečeš, pa na po kateri podlagi, recimo, on mene kot človeka spravlja v nelagodje, zakaj je meni tako neprijetno, zakaj je meni grozno to, kar počne Trump, ne? In pa rečeš, je meni zaradi tega, ker imam neke vrednote, ne? A veš, tega sploh ne bi javno rekel, Jesus fucking Christ, sem zdaj to dejansko javno govorim. Ampak ugotoviš, da jih imaš, ne? Ker ti to, kar Trump dela, ali pa to, kar dela Izrael v Gazi, ni cool. Veš, kaj mislim? Valjda pol jih imaš, ne? Očitno ti pač ne dogaja, če pobije otroke pa ženske. Veš, kaj mislim? Ampak to je vrednota, ne? To zdaj ne moreš reči. Ja, eni tudi zanikajo genocid, ne? Ja, vsaka en čas, no. Vsaka en čas. Mislim, to pa, a veš, pa lahko, a veš... To se ne bi pogovarjal o tem. Mislim, to pa samo obžalujem. Razumem game, razumem, da si del, razumem, zakaj SDS to reče. Zdaj govorimo realpolitično, razumem, kaj počnejo. Ne? Ker se zlila prosionizem pa antisemitizem, a veš, the establishment fears, ne? Takole, ne? Ful zanimiv zgodovinski fenomen, ne? Ampak, a veš, moja osebna odločitev, ne kot tiskovnega predstavnika Smedljaka, je pa pač ne se hecati z genocidom. No? Mislim, pač je genocid, no. Ja. Pogost protagonist, zdaj bom šla na lažjo temo, je, oziroma lik označevalec je Slavoj Žižek, danes predsejkrat omenjen. Mogoče je bil Rok Snežič danes večkrat omenjen kot Slavoj Žižek, ampak takole ste v enem eseju zapisali, ne, da je moral postati ena naših glavnih tarč, nekdo ali nekaj, ki v drek spremeni vse, česar se dotakne, še zlasti, če gre za nekaj emancipatoričnega. Wow, daj smo to napisali. Veš, to je dokaz, da smo kolektiv. Jaz pojma njega, da je bilo to zapisan. Ne, Žižek je naš to v bistvu je Oedipov kompleks, ne. V smislu, ne, žižkovska formacija, ne, to ta kapa, ne, make Lacan great again, ne. Žižek je v bistvu tudi njegov humor, ne, danes govorim, da so vsi klovni, ne, vsi v mediji, ne, v bistvu te toliko bolj pomeni ta taksonomija klovnov, kakšen klovn si, kakšna je tvoja točka, koliko pogosto osvežiš svoj material, ne. Žižek je redefiniral, kaj je filozofija. Mi smo imeli tudi obdobje, ko smo rekli, ok, to ni več filozofija, zdaj imamo drugačno mnenje. Mislim, da je kdorkoli ga znotraj lokalne scene prepričuje, da to, kar on dela, tako, ne, da to ni prava filozofija, da se motne. On je Žižek zato, ker je redefiniral, kaj je to filozofija, ne, in ker je v bistvu iznašel nov format, ki je bil zelo memabilen že od začetka, ne.
In je to njegov, ne to, da napiše tisto stransko knjigo o Hegelu, ki je v bistvu spet copy-paste krajših knjig, ne? Ker v bistvu to je njegov format. Prvošel bi mu, da ima boljše prijatelje, pa mu ne dajo slabe vesti glede tega. Ne? Njegove velike inovacije znotraj filozofije, to je ena stvar. Druga stvar je pa, da če človeka zanima teorija, da mogoče neka kulturosfera, kjer se rajš gre še 105-ič na dokaj neobnovljen komični material Žižka, ne? Namesto da bi šli poslušati mogoče kaj novejšega znotraj področja teorije, pa nočem težiti s teorijo, ne? Se nam zdi malo obžalovanje vredno, po drugi strani pa it's life, no, sej pač na vsak dela, kar hoče. Ampak je pa kandidiral za LDS, ne? No, se to je pa ta zgodba teh naših 3 kapc, ne? To je tretja kapca, ne? To je zdaj special edition, to po mojem bomo morali prodajati. Mislim, če ne bo tu katastrofa, da ta najem pogovor. Ja, mogoče bo prvi in zadnji. Ja, tako? Ne, mislim, katastrofa v smislu, da je dolg čas, jaz ne vem. Ja. A veš, jaz sem samega sebe, da bom se delal, da malo govorim, ne, seveda veliko govorim. Kapca. Te kapce, ja. Tretja, v bistvu, ja, prva je bila za časa Janše, kjer sem točno že omenil, kjer ti ugotoviš, da je SDS totalno prenovljena stranka, popolnoma v skladu s parametri alt-righta, ki je recimo celo v slovenščino prevedena knjiga Ubite vse normalneže, ne? Torej ti imaš čist nove tehnike, medijske tehnike, ne? Prej so se tudi pogovarjali o tem, a je zdaj iz Makedonije nek astroturfing odirati. To so vse nove stvari, ne? Vezane na to zdaj digitalno ekonomijo, v kateri živimo. Ne? Ampak ta Madžar, ne, je bila v bistvu to, veš, ti v bistvu, kaj Borges, ki je imel eno zgodbo, kjer v bistvu nekdo obsojen na smrt in potem ima to noč za premišljevanje in pol ima ga taka groza, da ga bodo naslednji dan ubili, da si on zmišljuje vse scenarije možne, ker on ve, da nikoli, tisto, kar si zamišljaš, se nikoli ne zgodi. In pol ima nekih 1000 scenarijev, najbolj groznih smrti, najbolj groznih eksekucij, zato da se ne bi nobene izmed njih zgodila naslednji dan. In to je ta kapa Madžar, ki je bila Make America Hungry Again, kjer je bila v bistvu Amerika, a veš, to je zdaj ful, ne vem, še aktualno, ne? To za teka Madžar... Rdeča je bila, ker je imel Trump, no? Tako, in je bila Madžar, ne? 2017 in je bilo tako, mi smo takrat na nek način malo hoteli simulirati to, ne? Ta znamenita, druga republika od Janše, ne? Ki jo je izvajal, ne? Sej, mislim, tako, ko zdaj mi gledamo Trumpa, tudi kako on to dela, sej, mi smo bili malo tle, tudi avantgarda, mislim, ful mi je zanimivo ene stvari, ne, to Aljan, on je bil pred, recimo, Eminemom, ne? Pri nas, ne? A veš, pride nekdo in celo kulturo sfero jebe v glavo. Aljan, ne? Pa veš, koliko je to noro, pa veš, koliko je bil on star takrat, ne? In Janša isti ta lik, ne? On postane predsednik vlade in reče, da bomo pa državo demontirali in jo bomo naredili po moji meri. Mislim, da to je nora gesta. Jan Plestenjak takrat tožil. Ja, ga je. Takratnega Alija. Ja, Jan Plestenjaka me je to presenečen. Ja. Pa Tomaž Domiceli, recimo tudi takrat navaren precedens sprožil, ne, s tem, da se osredotočil njegovo muslimansko identiteto, je bilo zelo sporno in tudi govorimo o te neke, mogoče so bile te neke prepovedane misli, ki so bile valjda vedno med nami ljudmi, ne, ampak jih nisi smel eksplicirati v javnosti, ker si bil vsem izoliran. So vsem rekli, model pa ne moš tako, ne. A veš, danes to zdaj vprosto, ampak zdaj lahko muslimani govoriš, kar hočeš, ne, v eter, ne. Hočem reči, ne zdaj tle pa najdeh, to je bilo narobe, ampak so neke occasions, kjer to, če ne rečeš, ti rečeš, sorry, model, zakaj pa nisi nobenega muslimana, danes omenil, hočete reči pač odvisno od situacije. No in ta Madžar kapa, ne. In pol druga je bila ta Make LDS Great Again, ki je Golob zmagal, ne. In smo imeli ta LDS 2.0, ne, ki je zdaj drugi časi, ne. Ne more se zgoditi, ta je bila bolj piramidna schema, ta LDS 2.0. In zdaj ta tretji Make Lakan Great Again, ki je pa bolj tako osko teoretski, ampak v bistvu to je vse zgodba o LDS-u, ne. Janša, nesojeni predsednik ZSMS-ja, predhodnica LDS. Make LDS Great Again, obviously about LDS. Make Lakan Great Again, Lakan, torej poligon, osnovni misec vse državne filozofije lakanovstva. Vse zadnje čase na nek način ga to Lakana več ne omenjajo, je Žižek vse tak brand, ne, kaj rabiš Lakana. Ampak to je vse v bistvu zgodba LDS-u. In hočem reči, seveda tudi neka osebna zgodba, prej, ko smo rekli, neplačanih spoiled brats of the world, ne. Pač to so neki, hkrati neka formacija teh ljudi okoli kolektiva, ne. Je pač neka LDS-ovska generacija, bla, 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 ne. Pa pač, a veš, delaš, mislim, če bi bil Janša lahko, ne, povezan z LDS-om, kdo za vraga pa ni bil, ne, v določenem času, to hočem reči, ne. A lahko rateš tem, ko se tako cele dneve s politiki ukvarjaš, malo obseden s tem? Ne. Mislim, a si obseden s tem? Ne, obsedeni smo bili samo v času covida.
Zdaj v bistvu to sem tako kot neka nadležna misel, ki v bistvu narediš pol mim za te, da se v bistvu da izpraviš iz sistema. Ne, ni. Mislim, okay, to po mojem bi morali naše družinske člane vprašati, to je sicer zelo bolj fair vprašanje za njih, ne? Ampak mislim, da glede za te ne rata fiksna ideja, v bistvu ti permutiraš te like, skozi obračaš ta game in tako naprej, veš, in pol je tako, za koga so oni, mislim, meni so najljubše so mi ta vprašanja, najbolj nedolžno vprašanje, kad človek reče, ampak, a ta mim, a je to za tega človeka, ki je v mimu ali proti? Ker to je v bistvu ena taka, ne da bi se, to je res ful dragoceno vprašanje, ker to rečeš, lej, to si dosegel, tako za razliko od Pahorja, jaz mi rečem lažna neutralnost, ne? Res lažna, no? Pahorjeva, res je lažna, ne? Mislim, ker sem jaz rekel, tako se mi zdi, da kdaj dosežeš to neutralnost, ne? Tako, da narediš nekaj nedolžnega za vso svojo diabolično logiko v zadnji. Ampak nekdo vidi in reče, ampak je Benti, ne? A je ta mim za ali proti temu modelu, ne? To se mi zdi, to mi je najljubša reakcija, meni osebno. Narediva piko. Tako, klicaj. Klicaj. Pred volitvami sem klicaj štejejo. Ali Rime. Ok. Kolektiv Smetnjak. Hvala za vabilo. Hvala za svečani obisk, ne? Hvala. Kje je tale Schumann? Ne, Schubert.